ime nagrade in ime zvezdne poti. Že 5. leto AIPA z nagradami Orion opozarja na najboljše, kar ustvari slovenska audiovizualna produkcija. Ne gre le za številke, ampak za vztrajnost, pogum in ustvarjalnost, ki nas povezuje. Zvezde žarijo in z njimi vsi, ki pišejo, snemajo, igrajo, režirajo in predvsem verjamejo. Prireditev Orion ni le podelitev nagrad, je praznik. Je priložnost, da ustvarjalci in ustvarjalke stopijo izza kamer, izza likov, se spet vrnejo k sebi in si rečejo: hej, ni bilo zaman, gledali so nas, opazili so nas. Veselimo se, slecimo se do golega. V tem duhu se že od prve prireditve krepita tudi zavzetost in samozavest. Da imamo dobre vsebine, da imamo izjemne igralke in igralce, ekipe, ideje in da, kar je domače, ni manj vredno, ampak navdušujoče drugačno. Vse, kar je slovenskega, takoj skoči med v sam vrh gledanosti. Dober večer. In seveda dobrodošli na prvem malem jubileju prireditve Zvezde Oriona. Kot ste opazili, je okrog nas veliko novitet. Nismo več v eksterierju, ampak smo v interierju. Ja, in to zato, ker so organizatorji v zadnjih 5 letih zaradi živčnega spremljanja vremenske slike izgubili veliko živcev in pa let življenja. Zatorej so zaradi lastnega zdravja končno se odločili, da prireditev prestavijo v interier. Podpiram. Zdravje je na prvem mestu. Kot vidite, ni več en voditelj, ampak sva dva. Tako je. Juriju Drevenšku se je namreč morala zgoditi fizična poškodba, da ga je lahko nekdo nadomestil. Ja, midva sva povsem prepričana, da se je popolnoma po nesreči poškodoval. Tako je, popolnoma. 100-odstotno. Dobro. Z vami sva Nina Valič in Urban Kuntarič. In če se je razumel, da sem jaz Urban, pa ti Nina. Ja, Urban, razumel se. Skratka, prisrčen pozdrav vsem zbranim, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, tako pretekli kot bodoči, članice in člani ekip, urednice in uredniki, igralske kolegice in kolegi, predstavniki medijev, vsi ostali gostje ter seveda ekipa AIPA, ki stoji za organizacijo tega dogodka. No, ampak da ne bova midva jemala preveč časa, prireditvi in nagrajencem, se spodobi, da na oder povabiva nekoga pomembnejšega od naju. Misliš, vsaj v tem trenutku ne tako nasplošno? Ja, Nina, ful si pomembno, no? Torej, na oder vabiva direktorja Agencije za direktorja AIPE, Gregorja Štibernika. Spoštovane ustvarjalke in ustvarjalci, cenjeni gostje, dragi prijatelji audiovizualne umetnosti, lepo pozdravljeni. Dobrodošli na prazniku, ki smo ga posvetili vsem vam, tistim, ki pišete, snemate, igrate, režirate, montirate, producirate in živite zgodbe, ki nas povezujejo. Dobrodošli na dnevu, ko praznujemo moč slovenske audiovizualne ustvarjalnosti. Kar velja za film in nasploh za audiovizualno ustvarjanje, prav tako velja za AIPO. Pomembna je celotna ekipa. In skupaj, kot ekipa, smo dosegli že marsikaj, tudi to, da imamo danes 5. leto zapored poseben praznik, namenjen vsem audiovizualnim ustvarjalkam in ustvarjalcem. Obletnico praznujemo slovesno, v hramu slovenske kulture, nad strehami prestolnice. Ob tem pa ne moremo mimo 2 pomembnih številk. 15 let kolektivnega upravljanja in 21 pravic, ki jih AIPA trenutno uveljavlja. Na 4 še čakamo, a bodimo iskreni, tudi to je del procesa, ki ga vodimo vztrajno in odgovorno. In še kako prav je, da smo na tej poti vztrajni. Slovenski filmi, serije, oddaje so namreč gledane in popularne, kar kaže prav Zvezde Oriona. Slovenske serije se namreč že s prve epizodo zavihtijo med najbolj gledane, gledalce pa pritegnejo tako humoristične kot kriminalne zgodbe. Vsebine so vedno bolj raznolike, novosti pa gledalke in gledalci sprejemajo z odprtimi rokami.
Tudi slovenskim filmom ne gre nič slabše. Res je, najbolj pritegnejo mladinski in dokumentarni, a število ogledov na različnih platformah, recimo na Voyo in RTV 365, kaže, da je zanimanje veliko in da raste. Izziv filma, in to ne samo slovenskega, je drugje. Veliki zasloni doma, udobni kavči in skupni ogledi s prijatelji. Kino izkušnja je na preizkušnji. In ravno zato tudi naj pa podpiramo, kolikor nam zakonodaja omogoča, promocijo slovenskega kina, posebne programe, projekcije in festivale. Vsaka takšna pobuda je korak k večji prepoznavnosti in dostopnosti domačih vsebin. Danes je dan za praznovanje, za zgodbe, za ustvarjalke in ustvarjalce. Število ogledov in obiskov ni le statistika, je dokaz, da občinstvo ceni vaše delo. In enako velja za vaše kolegice in kolege, za stroko. Vaše zgodbe so tudi naše zgodbe. Iz našega življenja, iz naših spominov, iz naše sedanjosti in prihodnosti. Izvirajo iz skupnega kulturnega miljeja, razvite in predstavljene v našem jeziku in zato toliko bolj dragocene. Današnja slovesnost potrjuje, da celotna audiovizualna ekipa dela dobro, z vizijo, srcem, z drznostjo. In veseli me, da je AIPA lahko del te zgodbe. Hvala vam. Nagrade, ki jih bomo podelili, so priznanja odličnosti, presežkov, pa tudi sladek opomnik, da smo kot skupnost sposobni še več. Iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem in čestitke vsem nam. Naj živi film, naj živi zgodba, naj živi skupnost. Hvala. Hvala. Hvala za govor in hvala za borbo za naše pravice. Letošnja žirija v kategorijah Butanskala in najsvetlejša zvezda Oriona so Nataša Briški, Samira Kentrić, Dan Podjed in predsednica žirije Miša Molk. Preden pa stopimo pred... Preden pa začnemo podeljevati nagrade, malo nostalgije. Najbolj gledane nadaljevanke, drzna avtorska dela, odmevne vloge, Orionova galaksija je široka. In čeprav so nagrade različne, zvezde Oriona, Butanskala, najsvetlejše zvezde, nagrada Žareta Lužnika, je pomembno sporočilo. Dajmo snemati igrano, zato ker ljudje radi to gledajo. Mislim, da se splača vlagati v televizijo in v film. Da je igrana in dokumentarna vsebina res en tak steber. V zadnjih letih smo priča pravemu razcvetu. Serije vedno več in vedno boljše so. Delamo več in s tem, kar delamo, širimo prostor možnega. Mi je všeč, da je ogromno nadaljevank, da so te nadaljevanke čedalje boljše. Se mi zdi, da se polje tega, kaj lahko delamo, širi s tem, ker delamo. In občinstvo to vidi. Zato so te nagrade več kot priznanja. So spodbuda, dotik, nov zagon. Te nagrade resnično pobožajo in prepričujemo tiste na vrhu piramide, da v lastno igrano produkcijo enostavno moramo vlagati. Jaz sem ful vesela za to nagrado in to definitivno po mojem ne bo moj zadnji film. Bi z veseljem še kje igrala. Butanskala je enakovredna nagrada, ki jo dobijo dela, ki so drzna, ustvarjalna in izvirna. Vse to, kar je moj sovoditelj Urban Kuntarič. Kaj? Da pa promoviram te kot igralca, da žive v trenutku. Mislim, totalno je res to, kar je rekla. No in kot igralec, ki je drzen, ustvarjalen, izviren in visok, je edino smiselno, da jaz upeljem prvo nagrado. In ego je že šel v višine, ne? V glavo. Prav. Izvoli. Na oder vabim članico žirije Samiro Kentrić, da podeli prvo Butanskalo. Lep pozdrav. Nagrada za Urbana Zorka in Izo Strehar za miniserijo Zgodbe s prepiha. Živeti v mestu pomeni izbrati svojo stran pločnika,
po kateri mimo najljubšega drevesa prispemo na delo, na demonstracije in slavija. V mestu se pozno po noči vračamo domov in sanjarimo do jutra, prav tako so nas v njem že kdaj ozmerjali, izključili in nadlegovali. Vse to krepi naš čustven in telesni odnos do mesta. V kaosu mestnega življenja pa se redko vprašamo po njegovi preteklosti. Zgodovinski dogodki se zdijo oddaljeni, suhoparni in abstraktni. Da bi nam vsaj malo prepihali možgane, jih je potrebno umestiti v zgodbe, ki pričarajo okoliščine, v katerih so se zgodili. 6 zgodb prepiha tako oživi izjemne posameznice in posameznike, ki so v preteklih stoletjih močno zaznamovali razvoj mesta Ljubljana. Brezšivno drsijo skozi misli in pripovedi mnogoterih učenjakinj in učenjakov, s tem pa pridobivajo na teži, legitimnosti in napetosti. Izvirna glasba in zvoki napeljujejo k skrivnostnosti in čustveno obarvajo pripoved. Animacija duhovitih kolažev, ilustracij in fotografij pa jih nekoliko razelektri, vdihne jim humor ter prikaže niz meščanskih in malomeščanskih odzivov sodobnikov, njihovo podložnost, indiferentnost in pogum. Hvala ustvarjalni ekipi, da ste umaknili te zgodbe s prepiha in jih varno umestili v našo zavest, da nismo prvi in ne poslednji v tem mestu, ki zanj nosimo odgovornost, kot so jih sprejeli in nosili junakinje in junaki zgodb s prepiha. Čestitke. Ko govorimo o prvi polovici 17. stoletja, lahko govorimo o enem kriznem stoletju. Čarovništvo je obstajalo praktično, odkar obstaja človeška družba. Če bi jaz živela v tistih časih, bi me tudi označili za čarovnico. Torej, Gruber je bil inovator, Graditelj, projektant, realistični vizionar, glasbenik, umetnik, tipičen razsvetljenec. Gospa Murnikova ima največjo zaslugo, da se je tudi v ljubljanskem ženstvu vzbudila in utrdila narodna zavest. Torej, preko nacionalne ideje se ženske emancipirajo. Prvo enakovredno Butenskalo večera prejmeta Iza Strehar in Urban Zorko za netipično dokumentarno serijo o zgodovini Ljubljane, Zgodbe s prepiha. Živijo in hvala lepa. To nam je v veliko čast. Predvsem kar celi ekipi, ker se mi zdi, da smo midva samo del te alkimije, ki ta serija je. Tukaj lahko izpostavim direktorja fotografije Darka Sintiča, montažerja Miho Šubica, Evo Mlinar, ki je seveda delala ilustracije, in človeka, ki je spočel ta projekt s svojo trmasto vizijo, in to je producentka Maja Zupanc in Invida seveda. Tako da za nas je zgodovina provokacija, nekaj, kar je samo vink za to, da lahko pogledamo v nas, kaj smo danes, in naše obsesije in našo mogoče prepričanje, da živimo v nekem perfektnem ali pa vsaj najboljšem možnih svetov in obenem slutimo, da to ni res. To, kar je Urban rekel, se vse podpisujem. Pa hvala tudi vsem nastopajočim, ki so zelo potrpežljivo nam počasi razložili naše luknje v znanju zgodovine. Hvala. Hvala. Na oder pa zdaj vabim članico žirije Natašo Briški, ki bo podelila drugo enakovredno Butenskalo tega večera. Dober večer. V seriji protagonistke se Žiga Virc in Iza Strehar podata na drzen, topel in igrivo resen pohod po zgodovini slovenskega igralskega zvezdništva z globokim spoštovanjem do ženske ustvarjalnosti, poklicne trme in prezence, ki polni prostor še dolgo po zadnjem aplavzu. 6 epizod, 6 igralskih legend, 6 načinov, kako ista scena postane popolnoma drugačen svet. V osnovi babica zamuja na ohcet, v resnici pa vrhunska vaja iz igralske svobode in mojstrskega niansiranja. Jožica Avbelj, Marjana Brecelj, Teja Glažar,
Olga Kacjan, Špela Rozin in Marinka Štern vstopijo pred kamero kot zvezde in za hip pustijo, da jih gledamo tudi kot ženske, osebe s spomini, dvomi in nalezljivim humorjem. Protagonistke ne razlagajo, kako biti igralka, pokažejo, zakaj je to umetnost. Scenarij Ize Strehar spretno drsi med dokumentarnim in uprizoritvenim, režija Žige Virca pa z veliko posluha odpira prostor za pristnost in eksperiment. Za pogum, da ste stvari naredili po svojem, za spoštljivo drznost, ki preizkuša format, a ne pozabi občutka. Za neprecenljiv opomnik, da je igralska moč pogosto tiho zapisana v očeh tistih, ki so desetletja igrale, da bi nas ganile, zabavale, pretresle in zdaj končno pripovedujejo tudi same. Čestitam. Ljudje ne vejo, kaj potrebujejo. Človek včasih ne ve, da nekaj potrebuje. Včasih človek ne ve, kaj rabi. Dokler mu tega kdo drug ne prinese. Dokler mu nekdo drug tega ne prinese. Bravo, Iza Strehar. Prosim, če prideš še enkrat in seveda Žiga Virc, iskrene čestitke. Hvala žiriji za to nagrado. Seveda največja zahvala gre našim 6 igralkam in njihovi soigralki, ki so pač dale podobo in vsebino tej seriji, tudi vsaj ostali ekipi. Ja, seveda bi se zahvalil tudi jaz za tole nagrado. In isto bi se zahvalil našim igralkam, kjer sem imel čast v bistvu delati z njimi in raziskovati, kaj je to igra, kaj je to režija. Zahvalil bi se Slovenskemu filmskemu centru, ki je prepoznal ta projekt kot inovativen. V naši najni produkcijski hiši Lilic se zavzemamo za to, da postavljamo avtorje v center. In ravno to, da smo dobili to nagrado, mislim, da je to dokaz za to, da moramo tako nadaljevati, tako da hvala. Zahvala v bistvu RTV-ju, ki je naš v bistvu najpomembnejši distribucijski partner tega projekta, ker nam je vedno zelo pomembno, da te projekti dejansko pridejo do gledalcev in z predvajanjem v prime timeu smo to dosegli. Zahvala v bistvu Cankarjevemu domu, ki nam je omogočil premiero. Morali smo iti iz male dvorane v večjo, takoj, ko smo ta projekt naznanili, da se bo dogajal. Še enkrat pa hvala našim igralkam. Ena celo tukaj, Olga, živijo. Tako da... Mislim, Ajpa je pred podelitvijo poslala mail, da moramo pripraviti kakšno anekdoto in več kot očitno je nismo, tako da to je to. Hvala. Vse anekdote smo dali v našo serijo vabljenih ogledov. Ti, Nina, jaz res navijam, da boš ti v ta drugi sezoni. Zakaj? A sem že toliko stara? Ne zato, Pardon, Olga. Ne zato, ker si starejša igralka, ampak zato, ker si vrhunska igralka. Ne gre ti dobro tole promoviranje, veš? Izkušenejša pa. Ok, v redu. In preden Urban pove še kakšen kompliment, na oder vabim člana žirije Dana Podjeda, ki bo podelil 3. Butanskalo. Dober večer. Kolegica Samira Kentrič si je prej nadela očala, jaz jih bom snel, zato ker sem ugotovil, da imam prekratke roke za tale format teksta, če imam očala. Kdaj sem prvič? S kom sem prvič? Kako sploh začeti prvič? Mi je všeč? Je to sploh dovolj? Bo trajalo? Kako prvič končati? Kako nadaljevati? Serija Oddaj prvič je večmedijski projekt RTV Slovenija in ponuja možne odgovore na pomembna najstniška vprašanja na poti k pridobivanju izkušenj.
V pristnih in iskrenih pogovorih slišimo številne pripovedi mladih skozi njihove mladostniške epizode. Pridružijo se jim tudi manj mladi, ki zgolj potrdijo, da smo v obdobju odraščanja vsi precej negotovi. Se pa seveda različno odzivamo. Vsaka od oddaj spoštljivo in z občutkom razgrne najintimnejše predele življenja mladih. Na gledalko in gledalca ne plane senzacionalistični bav. Namesto tega se postopno izriše večplastna slika resničnosti, upodobljena s pisano paleto občutkov. Prvič, poleg izvrstne zasnove in izjemnega vodenja odlikuje še izvirna režija. Kamera pogosto pogleda na situacijo z nenavadnega zornega kota, na primer s ptičje perspektive, pri čemer menjava kadra spretno sledi ritmu pogovora. Čestitke Neži Prah Seničar, Urški Henigman in Špeli Kuclar za serijo Prvič. Nisem imela dosti spolne vzgoje sploh. Zdravo, jaz sem Neža in to je Max Dax-Kobler. Prvič. Ne umem. Kaj narediš, ko ti kdo stre srce? Mislim ponovadi poezijo. Ponovadi grem v trgovino. Zdaj se mi je, da je pač on vreden tega enega tedna in več. Prvič. Zdaj prihajam v to obdobje, ker se sprejemam. Sem ful ponosna na to, kako hitro lahko tipkam na računalnik. To je res. Prvič. Pa radka imam. Prvič. Tretjo in zadnjo enakovredno butno skalo prejmejo Neža Prah Seničar, Urška Henigman in Špela Kuclar za projekt, ki združuje TV dokumentarno serijo, radijski podcast in izobraževalne članke Prvič. Najprej hvala komisiji, ki je prepoznala to delo, Danu hvala za tako lepe besede, potem pa en velik hvala ekipi, dva člana sta tudi tukaj z nama, Jaka in Jerce, če še lahko njima, prosim, en velik aplavz, ker brez super ekipe ni ničesar in ko smo dobili v navodilih to anekdoto, lahko jaz povem, da drug dan snemanja, vse je bilo naplanirano, mladi so prišli, avgust je bil, drugače mladi gredo na morje takrat, no, uživajo drugače, ampak ste rekli, ne pridemo na to snemanje, bili smo zelo veseli. Naš glavni snemalec, super Žiga, zboli, kaj zdaj bo to odpadlo, kaj bo vsi živčni, producentka Lenka na telefonu kliče, kdo bo zdaj lahko šel, koliko še imamo glavnih snemalcev v hiši in reče, Špela, pokliče Koper, tam imamo snemanje, ziher bo en iz Kopra prišel. In je prišel Jaka z dopusta, zato da smo lahko snemali vse dneve naprej. In Jerca je vsakič prišla v montažo pogledati, ker smo imeli kako zadrego in s tako ekipo, Urška, Špela in vsemi ostalimi. Je fenomenalno delati. Tako da hvala. Vse to, kar je Neža rekla, seveda drži, ampak jaz bi vseeno tukaj največjo zahvalo namenila mladim, ki so se opogumali in odločili sodelovati pri tem projektu, ki so prišli poleti, kot je rekla Neža, na snemanje iz različnih krajev po Sloveniji, z zelo raznolikimi izkušnjami in z različnimi vrednotami, pa so se, kljub temu, da so se šele spoznali in imeli različne poglede na zelo delikatne tematike, pogovarjali zelo spoštljivo, iskreno in prijazno in mislim, da je to največja lekcija, ki nam jo da Prvič, da razlike nas bi mogle združevati, ne pa razdruževati. Verjetno bi mogla dati mikrofon nižje, ampak ga ne bom. Jaz bi samo to rekla, ker ne znam veliko govoriti, da je v bistvu RTV bolj kul, kakor javnost misli. Tako da hvala RTV-ju in vsem sodelavcem. Urban, ampak predvsem hvala žiriji za odlično opravljeno delo in kar je še bolj pomembno, hvala pravkar nagrajenim avtorjem, ki o pomembnih, mnogokrat prezrtih temah govorite na inovativen in navdihujoč način. Zdaj pa je prišel že čas za nagrado Žarka Lužnika, nagrado, ki se podeljuje za izjemno študijsko delo.
Člani žirije so Darko Herič, Urša Menart in Špela Čadež. Na oder pa vabiva predstavnika žirije Darka Heriča. Zelo sem vesel, kdo je današnji nagrajenec, ker upam, da sem tudi sam dal ta kamenček mozaik te nagrade, pa bom kar prebral, kar smo zapisali. Nagrado Žarka Lužnika za najboljši študentski film dobi Žiga Planinšek za fotografijo v kratkem filmu Trnek. Film se pripoveduje skozi oči otroka in fotografija, kot bi sledila mehkobi, nežnosti, čistosti in iskrenosti otroške duše, nas nevsiljivo sinhrono popelje skozenj. Planinšek je v svojem zrelem delu, ki zelo dobro zaokroži študij na akademiji, mojstersko obvlada oblikovanje svetlobe, predvsem na širokih zunanjih vodnih prizoriščih, kjer je vsak meter čolna odmerjen in kjer vsak kader šteje. Pričaral je vrhunsko melanholično filmsko izkušnjo širokega platna, ko nas tablojsko kadriranje, prepleteno z natančnimi in čustvenimi bližnjimi plani, prek umirjenega valovanja vode sooči s strahovi, vdanostjo, upanjem in pogumom likov. Dobro večer še z moje strani. Hvala, mora biti en velik hvala. Najprej celo ekipo, ki me je podpirala. Tale Trnek ni bil tako melanholično popotovanje in nedeljsko ribarjenje od začetka do konca, ampak so bile tudi brzice. Tehnična ekipa ve, da smo tudi malo jadrali vmes. Tako da je bilo tudi eno prav posebno delo, ki ga bom nosil s sabo kot seveda tudi končni film na akademiji. Zahvaljujem se akademiji, ker je prepoznala vrednost in potencial tako scenarija. Zahvaljujem še zlasti članoma tudi ekipe, ki so danes tu z nami, Maticu režiserju in kostumografiji Niki. Matic, hvala, ker si me prenašal, pa podprl kakšno mojo noro idejo, če tudi je bila v zadnjem momentu. In hvala, žirija, da ste prepoznali potencial in vrednost tega projekta. Hvala. Orion spodbuja tisto, kar šteje. Avtorski pristop, uspešnost audiovizualnih del in njihove priljubljenosti, odlične upodobitve igralk in igralcev, predvsem pa skupno rast v kreativnosti in ljubezni do audiovizualne produkcije. Verjamem vseeno kot pozitivc v eno svetlo prihodnost in v drzne avtorske izdelke. Hvala lepa žirija, hvala lepa gledalcem in naj živijo serije. A na koncu vse to ne bi bilo mogoče brez poguma in brez jasnega neba. Za vse. A jasno? Tako da je komedija ene vrste terapija, tako da gledajte filme. Najlepša hvala vsem tistim, ki so sprožili te nagrade. Tudi v lanskem letu so gledalci pokazali, da jih na naših televizijah zanima raznovrstnost slovenskih audiovizualnih del. Tako imamo med nagrajenci Zvest Oriona celovečerne filme, dokumentarne oddaje, humoristične, dramske in pa dnevne serije. Ker so novitete nekako že ustaljena tematika nocojšnjih nagrad Zvest Oriona, se lahko pohvalimo s tem, da imamo nov rekord gledanosti pri enem od audiovizualnih del. Ki je na prvem mestu. Logično, Urban. Ja. No in za prvo mesto izvemo šele na samem koncu, ker gremo od 7. mesta proti 1. mestu. In na teh 7 mestih tokrat ni nobenih detektivov in inšpektorjev. To je tudi kot neke vrste nekaj novega.
In s tem zelo pomembnim podatkom, hvala Nina, pričenjamo podelitev 7 zvezd Oriona, zato pa bomo potrebovali pomoč Gregorja Štibernika, ki bo podelil nagrade. Gregor, prosim, če se nama pridružite na odru. 7. zvezdo Oriona s 114.266 gledalci dobi celovečerni igrani mladinski film Gremo mi po svoje, ki je bil predvajan na Pop TV. Na oder vabim predstavnika produkcijske hiše Vertigo in avtorje Miho Hočevarja, Simona Tanška in Davorja Hercega. Pa daj, glej se ti žalera, kad se nosi veliki polci, kaj ti misli, Bravo, lisičke, ste pa pritigane. Nismo mi lisičke, mi smo lisjaki. Kaj pa to za narič? Pionirski objekt. Pa vi niste normalni. Orožje! Točno to. Kdo si pa zmislil tole bedarijo? Ja, če se prav spomnim, šole stari Rimljani. Jaz sicer ne vem, kje se je Davor zgubil, Simon se je pa upravičil, tako da bo samo Hočevarja tukaj. Me zelo veseli, da je naš film po 13, 14, 15 letih uspel priti med 7 najbolj gledanih oddaj, glede na to, da pač so vsa ostala dela nova ali skoraj nova. Izjemno pa veseli to, da je med 7 del prišel pač en mladinski film, ki je bil narejen z eno idejo o tem, kako se fajn imeti v tem svetu, ki postaja zmeraj bolj nor. Tako da hvala, da to še zmeraj gledate in upam, da bomo naredili še kakšen del. Miha. Ja, saj ne vem, kaj se bolj stara, moji filmi ali jaz. Bi pa se zahvalil seveda vsem udeleženim v vseh produkcijah, čestital sonagrajencem in producentom. Bi pa še mal namignil televizijam, vsem, kar vas je, ogromno nas je v Sloveniji. Dajte še več vlagati predvsem v razvoj, da bomo imeli še več novih stvari, ki se bojo še boljš starale. Hvala. 6. zvezda Oriona gre epizodi Dediščina, miniserije življenja Tomaža Kajzerja s 114.506 gledalci, predvajana na televiziji Slovenija 1. Na oder vabim predstavnika RTV Slovenija in avtorje Petra Bratušo, Špelo Levičnik Oblak, Dominika Isteniča in Anžeta Rozmana. Sem Tomaž Kajzer, nepremičninski posrednik. Daj nazadnje, si ti zaslužil 3 milijone. Kupil sem jebeno dobro nepremičnino. Ne. Ti si kupil pol jebene nepremičnine, idiot. Prines kupnino, pa ne mislil, da ne vem, koliko je. Ali pa besede nič ne zaleže, a? Pomoramo pa tako na hiter. Poče velovec in pravica je konec. Potem so živeli srečno do konca svojih dni. Seveda hvala za nagrado, predvsem hvala vsem gledalcem, ki so gledali to serijo, da jih je to gledalo. In seveda v upanju, da bo prva sezona namreč bila 12 let nazaj. Tako da upam, da bo do druge sezone trajalo manj kot 10 let, ker drugače se bo vas let postaro, pa bo pol cela frka. Še scenarističnega lahko rečem, da če je po 12 letih očitno zdržala koncept, upava torej, da bo Tomaž Kajzer imel še ogromno življenj. Hvala. Še nekaj sekund, se opravičujem. Najprej najlepša hvala predsednici uprave, da me je pooblastila danes za ta dogodek in za prevzem nagrade. Hkrati pa tudi seveda jasno vsem na vrhu piramide, kot smo že slišali, za razumevanje tega, da mora nacionalna televizija utripati skupaj tako sama s svojimi avtorskimi projekti, kot skupaj z neodvisnimi producenti na polju
tega najzahtevnejšega žanra, se pravi tudi igranih nadaljevank, na katere zvezde Oriona očitno zimzeleno svetijo. Predvsem pa hvala gledalcem, da ostajajo z nami. Jaz bi se tudi zahvalil celi ekipi, sploh Petru, pa Špeli, pa vsem, da so mi zaupali. Pa valjda čakamo 3. sezono. Peta zvezda Oriona gre celovečerni komediji Dedek gre na jug 118.617 gledalci na televiziji Slovenija 1. Na oder vabim predstavnika produkcijske hiše Atalanta ter avtorja Miloša Srdića in Milka Lazarja. Razmišljam o tem, da bi ga dal na daček. Kakva paternica? Pa tražite na dvostruki ubistvo. Tamo nam predaj djevojčicu i nestaćemo u tren oka. Vse si mislil. Brane? Mislim, ali se vidim vse, kad sem pokvarjal. Ne, Brane. Končno! Namangava da se grlimo i ljubimo. Još uvijek nisam siguran da niste... Nisma, daj. Ne. Vinčija danes žal ni več z nami, so pa z nami njegovi filmi in z nami bodo ostali še dolgo časa. Komu so namenjeni njegovi filmi, pa je najbolje, da pove kar sam. Ampak jaz pa mislim, da vseeno je komunikacija s publiko, ne? Se pravi povedati publiki zgodbo, tistim, kjer jim je v končni fazi film namenjen, ker ni namenjen niti ministrstvu, niti predsedniku države, niti društvu slovenskih filmskih delavcev, ampak vam, publiki. Ja, mislim, očitno sem dress code napačno razumel, pa me malo sram seveda. Velika je tuga, ker Vinči in danes s nami zvečer, da prisustuje tome. Celo bi žal. Vinči je veliki umetnik bil in naredil super film. In cela ekipa. Mislim, da bi ta nagrada njemu veliko pomenila. Samo snemanje je bilo zelo, zelo težavno. Snimali smo ga več od enega leta. Od prvog dana snimanja do zadnjeg. 3-krat smo začeli snimanje, pa smo morali da prenehamo. Prvič je bio COVID, potem smo ostali brez denarja, pa smo morali da počakamo da pride iz ministarstva novi denar. V tem času je listje padlo sa drevesa, pa smo morali počakamo novo listje. Potem je igralka bila malo nesrpljiva, pa nije mogla da počaka, pa smo morali da počakamo nju da rodi otroka. Pa potem Navojac, igralec iz Hrvaške, tudi nije mogel da počaka to rojstvo otroka, pa nije mogel da počaka ni listje, pa se obrio. Ne? Onda kad smo snimali tu scenu, smo morali, sad Vinči se zelo dobro spomno, smo morali da posnamo jednu scenu kad se on brije i postriže u filmu. Tako da sam veseo da smo na koncu uspeli da ga naredimo tako kako se spodobi. Ne? Mislim da bude dobar i da ga je publika zelo dobro sprijela. Ker mislim da je posneli smo ga u 3 države i mislim da je produkcijno zelo bogat film i zato sam zelo ponosan. Potem, kaj bi povedal, da film je u stvari moje življenje. Film je, da kažemo, mozaik filmov u mom življenju. Znači, ne pamtim ja mnogo leta in uglavnom pamtim vse filme. Miloš je vezan za snemanje filma Cross of Iron, Sam Peckinpah, potem Aida je vezana za snemanje filma Splav meduze
Tako da vse to, kar mi se privatno dogajalo v filmu, je vezano za filme. Ogromno jih imam za sabo in mislim, da će biti i naprej tako film za filmom. Kaj da povem? Hvala vsima, ki ste prišli da gledate film in da smo dobili to nagrado. I na koncu Vinči, hvala lepa. Jaz bi se tudi predvsem rad zahvalil Vinčiju za vse priložnosti, ki mi je nudil skozi mojo kariero, predvsem na začetku, ko sem bil še čisto mlad. Tako da, hvala Vinči. Četrta zvezda Oriona gre dokumentarnemu filmu Črni Peter, 119.386 gledalci na televiziji Slovenija 1. Na oder vabim predstavnika Radiotelevizije Slovenija, avtorja Bojana Krajnca in Marka Kočevarja. Uđe unutra i sa 2 ruke iza glave kroz cijelu odbranu ovoga zakuca. On je odlučio ovaj susret ako ga budemo dobili. Odnos s Petrom seveda ni bil enostaven. Tista skorumpirana Jugoliga je bila praktično neregularna. Peri skidam kapu jer je bil vrstan komentator. Mi smo ga klicali Črni Peter. Ampak glej, takšen sem bil, svoje kože enostavno nisem mogel. V bistvu lepa stvar je, da tudi drugi programi poleg kulturno-umetniškega prepoznajo dokumentarno formo kot tisto, ki je vredna pozornosti, tako produkcije kot jasno distribucije, in bom z veseljem predal, če ravno je bilo dogovorjeno, da pridejo danes sami na oder. Hvala lepa. Tretjo zvezdo Oriona prejme dokumentarni film Radio Gaga s 122.739 gledalci na TV Slovenija 1. Na oder vabim predstavnika RTV Slovenija, avtorja Dušana Moravca in Stojana Fenca. Govoriva o naključju. Poj. Ali govoriva o transcendenci, ali govoriva o posledici. Tukaj je potička, prosim. Igre i Tanja isto. Hvala, koga Tanja, pa seveda gre. Moški srednjih let. Vendar on je v rdeči nasproti gre v zeleno, se pravi. Radio Gaga. A bo dobra oddaja, Jurči? Radio Gaga. Lep pozdrav, hvala lepa za to nagrado. Radio Gaga film je bilo pravzaprav ena taka sama anekdota, več čas delati, tako da kakšnih anekdot posebnih ne bi govoril. Bi pa se še enkrat zahvalil celi ekipi, ki je sodelovala pri mojemu filmu, ker je prava izbira ljudi, o katerih delaš film, biti nekako spoštovan do njih in prav nabor sodelavcev od prvega do zadnjega je najpomembnejše za uspeh dobrega filma. Hvala. Drugo zvezdo Oriona prejme prva epizoda 4. sezone humoristične serije Ja, šef, ki si jo je na Pop TV ogledalo 159.697 gledalcev. Na oder vabim predstavnika Pro Plusa in avtorje Marka Nabršnika, Igorja Gajiča, Roka Vilčnika, Vladana Jankoviča in Maksimiljana Sušnika. A bi vi meni naredili eno slupca? Pa, če mi greste 2 škatlice cigaret dol, je ena trafika, ne? A si ti prinesel? Tvoj Jan Plestenjak. To je pa Brad Pitt. Kak se ti pogovarjaš z njo? Daj ti pol kuhar, ugasna se pa tukaj si imel mleko. Nimaš mlečka. Adijo.
Pozdravljeni, hvala lepa za to prekrasno nagrado. Skratka, o šefu, mislim, da ga ne rabimo kaj preveč dobro predstavljati, vsi ga že dobro poznamo. Kdo je Bohinc? Skratka, serija, bom rekla, podira vse rekorde, tako na Voyo kot tudi na Pop TV. Na Voyo, naprimer, ena od številk je več kot 30 milijonov ogledov, za 10 sezon, 100 epizod. Kmalu prihaja nova sezona, tako da glejte jo. Zahvala pa vsem tem mojstrovalcem, ki nas spravljajo v smeh in v dobro voljo. Hvala lepa. Čisto na kratko še tudi v mojem imenu hvala celotni ekipi, hvala ProPlusu, Pop TV-ju za zaupanje. Ustvarjanje serije dejansko je bilo izjemno zabavno. Ena izmed težav na snemanju ni bila tehnična, ampak je bila tako, kako ostati ekipi tiho med snemanjem posameznih prizorov, ker je bilo v bistvu zbrano na setu res ogromno odličnih komikov in smo s težavo zadrževali smeh med samim snemanjem. Tako da hvala celotni ekipi pa hvala gledalcem. Slovenski gledalci imajo očitno zelo radi morje. Ljubezenske trikotnike. Kampiranje. Ščepec kriminala. In postavna telesa. Zato mi v tej seriji ne nastopava. Ne. No, ampak prav zato, očitno, je prva epizoda prve sezone serije Skrito v raju, ki si jo je na Pop TV ogledalo 352.390 gledalcev, ne samo najbolj gledano slovensko audiovizualno delo v lanskem letu, ampak tudi v zadnjih 5 letih, odkar AIPA podeljuje te nagrade. Čestitke celotni ekipi, vabljeni vsi skupaj na oder, in sicer predstavnika ProPlusa ter avtorji Nikolaj Vodošek, Jaka Šuligoj, Rahela Jagrič-Pirc, Rok Hvala, Andreja Virk-Žerdin, Dejan Krupič, Boštjan Tadel, Nina Krajčinovič, Miloš Srdić, Marko Huter, Gregor Kitek, Rok Jurečič, Aleš Volk, Aleksandar Volasko, Tamir Gostiša in Bine Bizil. Sva na morju, a? Ej, čau, kako sta? Ej, ko mi čakam prvi potop. A ne, si isto. Pa kaj ima ta Dino tebe za briga? Je sluzast Hrvatar. Ne te nehaj, no, Frank. Nič je narobe, če je Saški všečen tak fejst fant, a ne? Super. A sem jaz rekel, da to Steinerjem ne bo taka mala malca? Saj sem tudi jaz vedel, nisem pa nič slučajno mislil, da bo tako zajeban. No, kaj prav zdaj ta hčerka? Prav, da bo dostavila. Torej se nanjo pač ne moramo zanesti. Ponovno tukaj jaz. Skratka, ogromna in številčna ekipa, ki je ustvarila tako zahteven in tako velik projekt. Vidimo, da je ogromna res številčna ekipa in ta številčna ekipa je zaslužna za tole ogromno nagrado. In brez te številčne ekipe ne bi lansko leto v enega od shopping centrov pripeljali več kot 2000 glavo množico, ki se je hotela z vsemi temi igralci spoznati in se z njimi družiti. Tisti, ki ste pretekli teden mogoče zgrešili druženje v Ljubljani, naslednji teden je popravni izpit lahko v Mariboru, finale druge sezone pa kmalu na Pop TV in Voyo. Lepo vas je videti ponovno vsaj na kupu. Vem, da nas je veliko na odru, ampak serija je ustvarjala še veliko več ljudi, kot nas je samo tukaj. 240 snemalnih dni, veliko anekdot, ki zdaj ne bi šel v globine, ampak hvala gledalcem, hvala AIPI in hvala vsem, ki ste tukaj in ki niso z nami, da smo ustvarjali koliko 360, da imamo zaokrožiti 1000 gledalcev, tako da hvala.
Hvala, Gregor. Ker zvezde Orionov nimajo žirije, se na tem mestu velja zahvaliti vsem gledalcem, ki so gledali današnja nagrajena audiovizualna dela v skupnem številu. To. Edino prav, ker pa ste to 1.101.601 gledalec. Hvala, gledalec. Hvala še z moje strani. Orion že 5. leto dokazuje, da je domača produkcija več kot živa. Je pogumna, povezana in čedalje bolj gledana. Zvezde žarijo in z njimi vsi, ki pišejo, snemajo, igrajo, režirajo in predvsem verjamejo. Tako. Za sam konec pride pa še najnfoh na vrsto. Res je, ker brez igralcev bi bil vsak kader prazen. Ampak brez direktorjev fotografije niti mi, niti kadri ne bi bili tako lepi. Res je. Brez skladateljev naši prizori ne bi tako zaživeli. Brez režiserjev noben sploh ne bi vedel, kaj treba delati. In brez scenaristov sploh ne bi bilo nič za delati. Tako ne vem, zakaj imam občutek, da sva na nekoga pozabila. Producenti. Daj. Aha, ja. Producenti. In seveda brez producentov ne bi bilo nikogar, ki bi bil za vse to odgovoren. Ja, dejstvo je, da več kot očitno moramo držati skupaj, ampak vseeno, zdaj je trenutek za izvajalce. Sledijo 3 nagrade najsvetlejše zvezde Oriona. Tudi najsvetlejše zvezde je izbirala žirija v sestavi Miše Molk, Nataše Briški, Samire Kentrič in Dana Podjeda. Na oder pa tokrat vabiva predsednico žirije Mišo Molk, ki bo podelila vse 3 nagrade. Hvala. Sem se že zbala, da tudi jaz ne bom videla. Lepo pozdravljeni, spoštovani. Veliko veselje mi je, da bom lahko prebrala utemeljitve za te nagrade. Namreč igralski poklic neizmerno cenim, morda tudi zato, ker mi ni uspel. Ampak res, čestitke že vnaprej. Tomaž Kajzer je drzen, spreten in predvsem vztrajen nepremičninski agent. Ravno prav samozavesten, malo tudi domišljav, kot se spodobi za človeka, ki obrača velike denarje. Povzpetnik je in prepričan v svoje odločitve, ki so naoljene tudi s prevarami in zvijačami. Zelo rad reče, imam vse pod kontrolo. Čeprav se zdi, da ne bo vse tako zloščeno in lahkotno izpeljal, mu uspe celo več, kot je načrtoval. Pri umazanem delu uspešno preseneti in onemogoči še hujše prevarante, kot je on sam. Ja, moramo mu pritrditi, res ima vse pod kontrolo. Dober je tale Kajzer. Odlično se ga je lotil izjemni Matija Vastl, gledališki, filmski in televizijski igralec. Markanten obraz. Pomirjujoč in prepričljiv glas, minimalistična mimika, brez solz tudi takrat, ko je v krču in roza rdeče prekratke hlače. K šopku nabranih nagrad še ena. Čestitamo! Dajte, kakšen sestanek sem ga zavlekel? Kaj se pa dogaja? Komu sem jaz kaj naredil? Kaj se pa gresta? A vi to res mislite, da sem jaz tako neumen, da mi ni jasno, kaj počnete? Lahko samo malo. Ne ostajam. Samo ne pristajam. Kako prebiti nevidno? Kako ovreči neresnično? Kako premagati nepremagljivo? Letim.
Hvala. Ne vem, verjetno bi se mogel zahvaliti, oziroma se bom zahvalil vsem tistim v kolofonu, ko sledi, ko je konec serije, vsem sodelavcem, Špeli, Petru, familiji, otrokom. Dolgočasno je, ampak to so v bistvu ljudje, katerim se je po moje treba zahvaliti. Hvala. Čestitke, Matija Vastel. Druga nagrada, vse tri so enakovredne. Nič ne ločimo, kdo je bil boljši, kdo slabši, ampak vsi so bili izjemni. Gremo, je rekel Vlado. V zarjaveli avtodom je posedel Borisa, svojega najboljšega prijatelja. Ugrabil ga je iz bolnišnice, da mu uresniči dolgoletno skrivno željo. Še enkrat videti svojo najljubšo. Duhovit, preudaren in sočuten se je Vlado podal na pot, da bi Borisu podaril nekaj sonca na koncu življenja. Odločno je naslonil nogo na pedal in pritisnil na gas. Bila je dolga pot in polna nenavadnih, čudnih zapletov. Ta Vlado je Vlado Novak, izjemni gledališki in filmski igralec in nam vsem znan tudi zaradi odlično odigranih vlog v televizijskih upodobitvah. Tako zelo je elementaren, tako zelo pristen, da se zdi, kot da je naturščik. Igro obvlada in razume tako zelo kreativno in celostno, tako zelo zares, da je videti, kot da ne igra. In to je res izjemno. Njegov rahlo otožen pogled zna biti tudi nadvse zelo oster. Preudaren, neulovljiv, humoren. Njegova igra pa vedno znova navdušuje in preseneča. Številnim nagradam ni časa, res ni časa, da bi jih zdaj naštevala, se danes pridružuje še najsvetlejša zvezda Oriona za vlogo v filmu Dedek gre na jug, Vinčija Voga Anžlovarja. Vlado Novak, čestitamo! En, dva, tri, čet. Vlado, to v redu. Dobro, če že crkuješ. Bi lahko to počel kakšne bolj slikovite nakolje. Čakaj, da te vidim. Pa ti izgledaš fenomenalno. Jaz sem bil celo življenje neki Sančo Pansa. Je strahopeten na visanju. Ampak odkot ne bi vedel, da lahko stvari še bolj zaserjem kot najbolj. Če to bo uspelo, v enem trenutku boš moral stopiti iz tega čuda ven, pa iti do hiše, pozvoniti pa potrkati. No. Vlado, a si živ? Ja. Ja, seveda. Saj nisem na to računal, da bom moral kaj povedati. Ne. Saj, hvala Bogu, je že producent Srdić povedal. Nadam se, da so te sve razumeli, Brana. Tudi jaz, hvala lepa seveda vsej ekipi, krasno je bilo delati. Zelo sem vesel, da pa mene ni bilo treba čakati. Hvala lepa še enkrat. In seveda, Vinči, Bog s tabo. Kaj si pozabil? Fotografirati, ja. Ja. In še tretja nagrada najsvetlejše zvezde Oriona. Zdi se, kot da je poklicana za komedijantko. Morda res, ampak ne. Bilo bi preveč enostavno in poenostavljeno. Vesna Pernarčič je odlična igralka v raznovrstnih žanrih.
Je pa res, da je spet izvala humor in naklonjenost občinstva z izvrstno upodobitvijo preračunljive Meri Kovač v TV seriji Skrito v raju. Meri ve, kaj hoče. Drega, sprašuje, se vsiljuje, ker želi imeti svoj lepotilni salon v gneči šotorov in šotorčkov. Prav tam si ga je umislila. Zdi se, da bi to dobro šlo. Brigajo za okolje in za mnenja. V tem prepričevanju je Vesna Pernarčič izvrstna. V svojem podjetniškem izzivu uporabi vse argumente in se smeši, ne da bi kdaj podvomila vase. Upodobila in označila je lik številnih novonastalih kakor podjetnikov, ki vdirajo v prostor narave in hitijo kar čim več in čim hitreje zaslužiti. Njena igra ni komična, ampak premišljena in dosledna. Odločno opozarja na nevarnosti potrošništva. Neroden lik, odlično odigran in vse poveden. Čestitamo. Vesna Pernarčič. Veš kaj, zdaj te imam pa dost. Zdaj pa ne greva od tukaj, dokler mi ne poveš, zakaj se mi že 2 dni tako očitno izmikaš. Moški so včasih tako sploh ne vem, kaj ne reči. Ja. Hrvoje, glejte, ne morete reči, da nisva že govorila o tem. Da mislim tukaj spet odpreti svoj kozmetični pop-up salon, a ne? In zdaj pa že 3. vikend, ko je tale parcela zraven Steinerja Frey. Nezasedena, a je? Res, veliko si dovolj tale moja Ines. Pa kaka lajdra, to ti povem, meni spele parcelo moj najboljši prijatelj pa moža. Kako na fantaziru, vse prevara je bila, ne? Ne, nič od tega. Sem sam mislila, da bi vas zanimali, kakšno štalo je naredil vaš vnuk dol na potoplaškem tečaju. Ja, hvala. So mi rekli, da moram pripraviti govor, pa bi si ga mogla napisati, ampak pa bi se ga mogla tudi naučiti. To pa jaz ne znam, kakor vam bojo povedali vsi v seriji, jaz se tekst kar na setu naučim. Tako da, hvala vsem, res čudoviti ekipi, res smo se imeli krasno, hvala soncu, hvala morju in hvala vam, ker ste z nagrado meni dali nagrado tudi humorju, ki je velikokrat podcenjen. Hvala. Hvala, Miša. Nič, evo, midva so svoje opravila. Ja. Nagrad ni več. Vi ste seveda vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Zunaj je hrana, pa pijača, glasba je tam. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem in vsem ustvarjalcem slovenskih audiovizualnih del nasploh. Se priporočava. Hvala, ker ste in do naslednjega leta. To bo zdaj verjetno spet kakšen detektiv ali pa inšpektor. Kaj imaš ti s temi detektivi pa inšpektorji? Ja, ne vem, rada imam kriminalke, še bi jih. Imaš prav, ja. Greva nazdraviti na čim več audiovizualnih del. Živeli!